sem Tanja in prihajam z domačije Vesel. Danes pa tukaj na naši mizi predstavljamo vinske šnite, kot so jih včasih delali naši dedki in babice. Potem so slive namočene v žganje. V tem letnem času so jedlo kruh skupaj z jabolki. Mogoče to še kdo od vas prakticira, včasih so rekli, da je to tudi zelo zdravo. In pa orehe so pač v tem času največ trli. Namreč mi zelo želimo prenašati tradicijo in izročilo pač naših prednikov. Tudi zaradi tega ohranjamo še stare sorte, tako hrušk, slivko, kot tudi jabolk. In del od tega je tudi posušenega sadja danes tukaj pred vami. Namreč posušili smo tepke in pa domačo slivo v sušilnici, ki je v bližini naše domačije in je tudi čisto po tradicionalnem starem načinu obnovljena. Tukaj pa ponujamo tudi projo oziroma cekorjo mešanico, ki jo je bilo včasih moč piti predvsem v zimskem in pa tudi poletnem času. Poleti so jo pili hladno, ker so rekli, da se s tem najbolj odžejajo in pa nesladkano. Za otroke so jo pripravljali skupaj s toplim mlekom in so potem tudi notri drobili kruh. Danes pa jo nekateri pijejo tudi kot nadomestek za kavo. Lahko bi rekla, da so tudi že včasih to delali, glede na to, da kave pač ni bilo. Tako da jaz bi vas povabila, da kaj poskusite od domačega kruha, šnit ali pač suhega sadja samega ali pa v žganici. Da pridete kaj naokrog in pogledate, mogoče majčkeno doživite nostalgije, na kateri se tudi še verjetno iz svojega otroštva določenih stvari spomnite, pa da jih mogoče spet podoživite, ali pa da vašim podmladkom, ki imate tudi danes s sabo, pokažete, kako ste živeli nekoč. Ob tem poskrbimo tudi za animacijo, pustolovsko avanturo po naših travnikih in gozdovih, ki so ostali pač neokrnjeni glede na to, da smo doma v hribih, tako da dobrodošli.